Moje ime je Faila in sem hči priseljenih staršev iz Bosne in Hercegovine. Zelo pogostokrat etiketirana kot priseljenka oziroma druga generacija priseljencev. Sama pa se zelo rada poistovetim z izrazom svobodna hči svobodnih staršev. Kajti svoboda v tistem času in tudi dan danes je bila ključna, da sem lahko vzbujala svojo kreativnost in tako zelo zaznamovala svoje življenje. Sem pripadnica etnične skupine, manjšine, Bošnjakov, muslimanov v Republiki Sloveniji, rojena v Sloveniji in pa živela v kulturi, skozi katero se je prepletala še ena kultura, se pravi bošnjaška in pa slovenska. Moje življenje je posvečeno ranljivim skupinam, zlasti tistim, ki so porinjeni na najbolj marginalen rob družbe. To so prosilci za mednarodno zaščito in begunci. Naše društvo, ki sem ga ustanovila leta 2007, je dejansko postalo glas vsem tem pripadnikom teh ranljivih skupin. Dan danes promoviramo prostovoljno delo med begunci, zagovarjamo medkulturni dialog in ljudi ozaveščamo o tem, da večkulturnost in večjezičnost in večverstvo dejansko povezujeta svet. Svet se spreminja in mi se spreminjamo skupaj z njim. Delo je izredno požrtvovalno, nosimo v sebi vse zgodbe teh ljudi, rišemo nove zgodbe, zelo velikokrat to poimenujemo učenje za drugo življenje, kajti treba je začeti risati nove smernice, v katerih bodo ti ljudje lahko ohranili svoje dostojanstvo. Zelo pomembno sporočilo je, da ljudem dovolimo ohraniti sebe, svoj ponosni jaz. Kajti človek, ki se bo znal postaviti zase, se bo posledično znal postaviti za kogarkoli drugega. Ohraniti svoje dostojanstvo, svojo osebno identiteto pa pomeni biti kreativen in pa biti svoboden. In dan današnji čas in družba to tudi od nas zahtevata. Zelo utopično je pričakovati, da bodo priseljeni ljudje postali nekdo drug, da bodo zanemarili svoje korenine in zanemarili del sebe. Če pa jim bomo dovolili, da vse to ohranijo, potem bodo našo kulturo obogatili, prispevali v družbo, v katero so se priselili, dali svoj prispevek, ki bo dejansko kvaliteten tako za njih, kot tudi za vse ostale. Biti sprejet pomeni biti del družbe pod popolnoma enakimi pogoji človekovega dostojanstva in človekovih pravic. Skratka, govorimo o segmentu, kjer je dostojanstvo lahko ključnega pomena. Ljudje se ne zavedamo svoje moči, kaj lahko en posameznik, ena posameznica povzroči, kako gonilna sila je to lahko. Ne zavedamo se pozicije, ne zavedamo se časa in blaginje, v kateri živimo. Posamezniki so spreminjali svet, posamezniki so gradili šole, izumljali razne izume, ki jih uporabljamo še danes, zdravili bolne, širili znanje, ki je bilo v tistem času in tudi dan danes še zelo pomembno. V Sloveniji pogrešam ta pogum, pogrešam to kreativnost, pogrešam osebe, ki se bodo znale upreti nepravičnosti, ki se bodo znale zoperstaviti diskriminaciji, ki bodo znale postati glas tistim, ki jim je bil glas odvzet. To so lahko zelo prijetni trenutki, obenem pa je to tudi lahko zelo prijetno breme. Naglavna ruta ali hidžab, ki ga jaz prakticiram kot moj islamski način oblačenja, je dejansko eden najbolj vidnih simbolov verskega prepričanja. Je postalo politično orodje, s katerim se igrajo številne politike. Nekateri politiki bi nas radi slekli, drugi politiki bi nas radi še bolj oblekli. Obe zadevi, se pravi prisila zakrivanja ali prisila odkrivanja, pa sta nekako obliki zatiranja. To je neka taka
bipolarna igra, v kateri jaz osebno kot muslimanka res ne želim sodelovati. Hidžab je moje orodje za participacijo v slovensko okolje, to je del mene, imava se zelo rada in dejansko skozi promocijo mojega načina življenja poskušam onežiti Slovenijo in ljudem poslati sporočilo, da sem tu doma, da prispevam v slovensko okolje in da pišem zgodbe, ki so lahko tudi zelo, zelo lepe. Hidžab danes vzbuja številne predsodke v evropski družbi, ki je večkulturna, ki je večverska. Obenem pa je to nekaj tako lepega, tako duhovnega in tako naravnega, da moramo doseči to stopnjo tolerance in ženskam, ki želijo nositi naglavno ruto, to tudi dovoliti. Dom pomeni mir v duši. Mir v duši pomeni mir v družini. Mir v družini pomeni mir v skupnosti. Vsak mir v skupnosti pomeni mir v državi in mir v državi pomeni svetovni mir. To je dom.